Evo nas, dobrodošle na novi temi, in sicer terapevtski učinek zvoka. In z mano danes je Mili. Ravno sem jo vprašala, kako jo kličejo, in ja, to je meni zelo lepo ime. Tako da, evo, dobrodošla in sem res vesela, da si tukaj. Samo še to bi rekla, da si mi rekla v opisu, da si dušica, ki se kot me vse preizkuša in uri v različnih vlogah. Pa je to, se mi zdi, taka dobra iztočnica, da ti kar poveš, kaj vse je to, no. Živjo, živim najprej vsem. Hvala ti, Darja, za tole srčno povabilo. Tako kot sem ti tudi jaz omenila v predhodnih besedah, je tole prav zame en tak nov izziv, da se takole na tak način odprem, ampak se v bistvu veselim, ker se mi zdi prav, da res delimo svoje darove in talente. In vloge, evo, katere si omenila, poleg teh nekih splošnih, v ženskem telesu kot hči, sestra, prijateljica, žena, mamica, so pa tukaj, bom rekla, v tem nekem širšem kontekstu vloge, ki, bom rekla, mogoče služijo tudi širši družbi. Ena izmed njih je definitivno, da sem vsestranska ustvarjalka, potem coachinja, kjer skušam prižigati pač iskrico nazaj pri ljudeh, ki rabijo mogoče malo podpore, da spet najdejo pot in zaživijo sebe. Svetovalke za naravne rešitve, energijske rešitve. Tisti moj res dušni klic in neki dar pa sta podpora zvokom skozi intuitivno petje, igranje na sveta glasbila in pač mantre. Jej. Ne, mislim tudi, mogoče na tem mestu delim svojo izkušnjo, da nikoli nisem bila ravno neki glasbeni tip, a ne, sicer mislim, eni se tako zelo so fani glasbe, a ne, jaz to nisem nikoli bila, pa sem mislila, da sem malo čudna. Sicer sem poslušala v osnovni šoli Duran Duran, ne, bolj po moje zaradi enega tipa tam. Pol na faksu je bil to že kar divji bend, Rage Against the Machine, če poznaš. Pol sem pa prišla v stik par let nazaj s temi Ikari, ki si jih tudi zdajle nekako omenila, zdravilne pesmi, mantre, ke sem pa začutila, da je to nekaj, kar nas vrača k sebi. In jih tudi zato delim vsak petek. Enim je mogoče tukaj to tako čudno, še nepoznano, ampak če si damo priložnost, a ne, nas lahko res malo popeljejo. Tako da mene pa zanima zdaj tvoja zgodba z glasbo, z zvokom. Je bilo to že v otroštvu, pa kdaj si začutila potem njene učinke pravzaprav, pa kako je prišlo do tega, da počneš to, kar počneš? Ja, v bistvu res se je začelo že od malih nog, seveda na nezavedni ravni. Že nekje kot 3-letna punčka, deklica, sem začela kazati interes za te stvari. Takrat sem dobila eno majhno zvočno knjigico, ki je imela par tipk, tako, in sem že tam v bistvu osvojila neke osnove. Potem sem dobila en manjši sintesajzer, skozi katerega sem se učila po posluhu otroške pesmice. V osnovni šoli pa je v bistvu učiteljica bila tista v 2. razredu, ki je nagovarjala in vztrajala pri mojih starših, da me le naj vpišejo v glasbeno šolo, da očitno pač kažem neki interes, neki talent. Doma se to pač na našem ni zdelo nekaj glih pomembnega, ampak nekako je uspelo in je padlo na plodna tla, tako da sem se z 9 leti tudi vpisala v glasbeno šolo in obiskovala 9 let. Poleg klaviatur sem se učila še igrati violončelo, tako da sem imela skozi tista leta kar nekaj stika z glasbo, zvokom, mogoče nekaj več s klasično glasbo, ampak mi je bila tudi tisti čas zelo, zelo dobrodošla in zelo všečna.
v resnici se nisem niti zavedala, kako zelo pomembna, kako zelo terapevtska. Glasbena šola je bila kot neki moj drugi dom. Tako kot mnoge recimo med nami verjetno, sem pač tudi jaz izhajala iz ene nefunkcionalne družine, odnosi pač niso bili najlepši in, v tistem obdobju iz otroštva v najstništvo, ko se ti kot oseba nekje postavljaš, pa se iščeš, kdo si, kaj si, kam pripadaš, a ne, iščeš tisti svoj kotiček pod soncem, se je pri meni nabralo veliko ene zmede, veliko enih, težkih čustev, bolečin, ke nisem vedela, kako z njimi, a ne, nič ni imelo nekega pravega smisla. Ampak v bistvu zvok in glasba sta mi dajala prostor, da sem se lahko izrazila, da sem lahko to izlila ven iz sebe in si ustvarila tisto lahkotnost, ki sem jo potrebovala skozi to obdobje, da sem ga lahko premostila. Tako da, tudi zborovsko petje v tistem času je bilo zame pač izrednega pomena, da sem lahko res tudi z glasom, bom rekla, to, izvajala, to samoterapijo. Nisem se pa zavedala, bom rekla, s tem res zavedanjem, da to tako učinkuje name. V času študija potem je glasba šla majčkeno na stran, so bile druge, bom rekla, stvari bolj v ospredju, veliko več je bilo tako komunikacije, spoznavanje novih stvari, študijska izmenjava v Avstraliji, tako sem se bolj odpirala svetu in temu, ne, povezovanju. Kaj si študirala? Študirala sem, takrat se je imenovala še policijsko-varnostne vede, tako da sem diplomirana vrstoslovka. Zelo enostavno. Ja, ker sem zelo živela takrat v sistemu reda, discipline, organizacije, ker to mi je dajalo občutek varnosti za preživetje, ne. Nisem znala drugače, tako da zame iti po spontanost in v intuitivno petje, ne, danes, to je bil zame en največjih, bom rekla, tako izzivov, pa da sem sama sebi pokazala, da si lahko zaupam, ne. Tako da potem po študiju nekje je pa takratni pač še fant, zaročenec oziroma mož zdaj rekel, pojdi, ne, za tem, kar te v bistvu veseli, kar te kliče, ker sem proti koncu študija v bistvu se spoznala prvič nekako s to meditativno glasbo in to mene v trenutku potegnilo. Ja, že? To je bila v bistvu prva ljubezen, ko sem imela ta stik s to glasbo, takrat je bila res moja, takrat sem jaz ugotovila, da to mene res podpira. Da to mene pelje v eno stanje, kjer se stvari pač res umirijo, zjasnijo, in to je bilo zame tako, ne. Tudi on je zelo pač užival v tem, tako da to mi ogromno, ogromno je dalo, ker sva ves čas nekako skupaj bila v tem. On sicer bolj tako kot podpora, ne izvajalec, ampak tako, da je dajal potrditev, da je to res nekaj fajnega, ne. Potem pa sem najprej v bistvu se izobraževala za coachinjo, pa ne samo zato, da bi, a ne, podpirala druge, ampak seveda najprej vedno take izobraževanja naredimo zase. In tam sem si začela v bistvu tudi svoj mindset kreirati in si odpirati to pot, da se vrnem nazaj v objem zvoka in da ga začnem izražati. To se je pa potem samo še naprej, tako bom rekla, odpiralo in razvijalo skozi različne delavnice, dogodke, prve priložnosti, do tega, da imam pač danes, svoj tak manjši studio, kjer izvajam te individualne zvočne objeme, tudi manjše skupinice lahko pridejo. In pač res, je to ena stvar, ki enostavno, ko jo doživiš, jo razumeš, je pač toliko res nekaj čarobnega. Je tako težko z besedami opisati, ampak še vsaka dušica, ke je bila tukaj, je na koncu rekla: "Okej, zdaj razumem, ne." Pač A doma zdaj vem, imaš, kaj to je. doma imaš to? Ne, to imam prav posebej prostor, Wau. Ja, in ta prostor je tako dober, sam po sebi energijsko in tako je res pač, to je zame moja mala oaza na tem, v tem norem svetu je to zame pač Pa prostor res. iščejo, se mi zdi, da to je nekaj, kar vedno več iščemo, a ne? Ker Ja, je, mislim, definitivno so tovrstni pristopi vedno bolj, bom rekla, dobrodošli, zaželeni. Tako da ja, verjamem, da pač se v tem lahko marsikdo, bom rekla, najde kot tisto, kar mu mogoče manjka, da lažje ene stvari res premosti, a ne. ja.
Super. Danes boš pač delila to razlago oziroma pogled v učinek zvoka na telo, malo čez teorijo, a ne, če kaj prav vem. Pa seveda tudi podprto z izkušnjami, ker zvok ni le vibracija, a ne, v prostoru. Jaz si predstavljam to res kot eno energijo, ki prodre v vse naše celice, v našo telo, srce. In jaz imam tak občutek, kot da me poveže s temi višjimi ravni zavesti. Oziroma, ko sem hotela ubesediti tale uvod, sem si zapisala, da je zame most med telesom in našo duhovno dimenzijo, oziroma da nas spominja na našo duhovno dimenzijo. In pol sem šla odpreti tvoj opis, kjer sem videla zelo lep naslov, ki je pravzaprav most, zvok, zdravilni most, a ne. Tako da ja, če se predaš, evo, kurjo kožo imam, če se predaš tej glasbi, potem definitivno tako jo doživljaš. Tako da jaz bi ti počasi predala besedo, se pravi, kaj bomo pogledali, kako nas zvok lahko podpira na poti osebne rasti, nas vrača v našo globino, kako mogoče skozi zgodovino, sigurno verjamem, da se boš dotaknila, da je bil že povezan z obredi, zdravljenjem. Tako. In pa tako kakšne praktične učinke. Tako da jaz ti predajam besedo in se veselim, da nas popelješ v zvok. Evo, mogoče samo še to omenim. Saj sem to v bistvu že s tem, kar sem se predstavila, ne, zame je res na splošno zelo pomembno celostno delovanje, ne. Zvok je zame pač orodje, ki nagovarja najbolj, predvsem ta energijski nivo našega telesa, seveda učinkuje tudi na telesni, čustveni, umski, ampak v tem sklopu celostnega, a ne, recimo kadar delam, se vedno poskušam posluževati vseh nekih 3 nivojev, ampak danes dajmo res fokus zvoku. Torej, kako, na kakšen način te zvok nekje podpre pri tem procesu samozdravljenja? V bistvu tako kot vse na Zemlji ima neko svojo frekvenco, seveda je, a ne, tak tudi zvok, in tudi naša telesa so tako narejena, da jih ustvarjajo in sprejemajo, ne. Tukaj v bistvu je moje mnenje, da imamo zelo omejeno prepričanje, da je glas namenjen le komunikaciji. Ravno nasprotno, naše duše v bistvu zmorejo komunicirati tudi brez besed, samo malo smo pozabili, kako je to, ne. Včasih to doživimo z nekom, običajno smo s to osebo tako bolj globoko res povezani, in to je, veš, takrat, ko ti sploh ni treba izgovoriti nekaj, pa tista oseba točno ve ali pa začne razlagati, kaj v tej temi, te pokliče. Recimo meni se to res največkrat dogaja pač z možem, ne. Ampak ja, to vprašanje, ne, zvok je pač kot orodje, da podpira tudi naše zdravljenje. Ker ga ne sprejemamo v bistvu samo z ušesi, ampak dobesedno s celim telesom, ne. In te vibracije, tako kot si omenila, povzročijo, da se naše celice na neki način resetirajo, se sprostijo vse te zataknjene energije in se poveča v bistvu pretok tudi fizičnih tekočin v telesu. In telo res dobi neki občutek globokega počitka, ki si ga pa danes tako pač zelo močno vsak izmed nas želi. Razumem, da je veliko ljudi, ki potrebuje res to razumsko vpogled, umsko razumevanje teh stvari, ne, in obstajajo že tudi študije, ki kažejo tudi na delovanje v bolj znanstvenem smislu. Ampak jaz vedno rada poudarim, da znanost je znanje, ki ga je ustvaril človek, ne. In nič ni narobe z znanostjo, je lahko zelo uporabna, ampak če nekaj ni možno dokazati na ta način,
zame še ne pomeni, da ne obstaja ali ne deluje. To zame pomeni samo, da človeški še ni našel način, kako to narediti. In tukaj je treba iti včasih onkraj tega našega uma. In hkrati imamo dva primera čudovitih ljudi, ki sta znanstvenika in sta tako funkcionirala, ne. In to sta naša večna Nikola Tesla in Albert Einstein, ne, ki sta to stvar že dolgo časa nazaj razumela. Sta bila glasbenika? Bi rekla, mogoče ne čisto, ne, ampak absolutno sta imela, bom rekla, to znanje, uvide, dojemanje, ne. In v bistvu skozi čas, če pogledamo zvok, res ni neka nova pogruntavščina, ne, gre za res starodavne prakse iz različnih kultur in verjamem, da je že večini danes so poznane tibetanske pojoče posode, pa šamanski bobni, pa ti vasolni valovi gongov, didžeridu, mantre, ne. V bistvu vse to je že od nekdaj služilo res za povezavo med fizičnim in duhovnim svetom, tako ob rojstvih, smrtih, v bojih, zdravljenju, iniciacijah, mislim, toliko različnih, nekih situacijah. In v bistvu vibracije na telo vplivajo, da zmanjšajo napetost. Neki ponavljajoči ritmi lahko pripeljejo do spremenjenega stanja zavesti, greš v neki trans. Petje recimo zelo neguje naše čustveno stanje, stimulira dihanje, srce. In danes so v bistvu vse te prakse seveda nekoliko drugačne, ker so se prilagodile duhu tega časa, ampak nosijo pa v sebi zavedanje in opiranje na te stare modrosti. Tako da vse to nam res pomaga, da močno umirimo lahko lažje damo fokus, kaj je tu in sedaj, ne, nas vrača v ta trenutek, ko preprosto smo. In v bistvu tudi v telesu se dogajajo premiki in nas vračajo res v to neko pretočno stanje. V bistvu vsakodnevno že vsak lahko zvok uporablja zase na neki način, ne, če želi. Ni važno, je to petje, šepetanje, tudi način govora je lahko terapevtski. Če kdo igra kakšno glasbilo, ne. Sicer pa zadostuje že, da prisluhneš zvokom narave, mislim, to je, ne, že samo po sebi ne. Poslušanje glasbe. Petje mogoče je tukaj tisto, ke samo še dodatno okrepi učinek, ker ti sprožiš te vibracije sam znotraj sebe, svojega telesa, ne samo, da jih prejemaš, ampak jih tudi kreiraš, ne. Se pravi, da ti poješ zraven? Tako, da si sam poješ, mrmraš, v bistvu ni bistveno, samo bistveno, da kreiraš to vibracijo, ne. Pa zavedanje, tukaj je tisto mogoče še v ozadju, ki ni zanemarljivo, da je res pomembno, da znaš prisluhniti sebi, svojemu telesu, počutju, da veš, kdaj si v stanju, ko ti to petje prinaša občutek veselja, dobrega počutja, miru, ne, in da se otresemo teh predsodkov o popolnosti. Zakaj? Prvo, ker to ne gre za neko profesionalno odrsko petje, to ni nastopanje nekih naprej pripravljenih melodij, ne, ker pol v glavah ljudi, pa fušam, pa ne znam peti, pa to tukaj odpade, to ne sodi v ta svet, ne, pač off. In druga stvar je, da v bistvu ravno nasprotno, vsak zvok, ki ga daš iz sebe, v neki situaciji izrazi prav tisto, kar mora ven iz nas, ne. Ali to tako, kot sem rekla, brundanje, vzkliki, lahko so vzdihljaji, ne, ali pa so kakšne harmonije, ne. In nenazadnje ne pozabimo tudi na zelo pomemben zvok tišine, ne. Ja, to sem te tudi hotela vprašati. Jaz, ko sem bila vikend v tišini, mi glasba ta glasba, ki jo imam tako rada, mi ni pasala. Jaz sem en teden je nisem prižgala. In vem, da sem prišla domov v nedeljo, v petek, ke dam kakšen komad v skupino, jaz ne bi nič dala, prav tako, ne, nisem. In šele takrat pol, ke si res daš tišino nekaj časa, lahko opaziš te ptičke in te stvari, kar si omenila. In najbrž, to sem te hotela vprašati, najbrž je dobro malo tudi biti brez
tudi te glasbe, a ne? Seveda. Pač splošno pravilo življenja, noben ekstrem ni dober, ne. Tako, ravnovesje. Tako da tako, ne, pač, vsaka stvar je koristna do ene točke, ke potem več ni, ne. Tako kot strupi v malih flaškah, ki so lahko zdravilni ali pa ne, a ne. Tako je tudi s tem, ne, lahko je pač eno obdobje, ke potrebuješ malo več, pa potem, tako kot si rekla, sem imela teden tišine, ne rabim nič, ne. In to je to, ne, da ti znaš slediti svojemu notranjemu vodstvu, ne. Ja, govorili sva pač vibracije, frekvence, ne. Verjamem, da je pomembno, da za ta zdravilni učinek je priporočljiva ta uglasitev, recimo inštrumentov na frekvenco 432 hercev. Veliko je tudi primerov bilo raziskovanja in primerjave s to moderno uglasitvijo na standardizirano 440 hercev in so zelo lepi ti prikazi s kovinskimi ploščami, kamor se stresejo gor pesek, sol, neka drobna materija in se izpostavijo tem frekvencam, se priklopi te plošče. In tiste, ki so bile v sozvočju s frekvenco 432 hercev, so povzročale učinke takih res čudovitih formacij, vzorcev, oblik tistega peska na ploščah. To so bile tako pač, tudi svete geometrije se je bilo možno notri spoznati in tako naprej. Na drugi strani, uglasitev na 440 hercev, so ti vzorci velikokrat zelo grobi, nepovezani, brez neke podobe, tako v bistvu kaotični, ne. In če to povzroči neki materiji tam, se pravi, to povzroča tudi v materiji v nas, ne, pač tukaj je ta analogija. Tako da v bistvu tudi naše čakre, ne, vsaka ima svojo frekvenco in resonira na njej, ne. In že iz časa antike so recimo Pitagorejci in kasneje stari ti grški zdravniki verjeli, da v bistvu harmonična razmerja, določene lestvice lahko vplivajo na temperament, na zdravje. In je glasba dejansko služila že takrat kot terapevtsko orodje. Sakralna glasba iz tega obdobja na rimskem področju recimo je imela podoben učinek. Dejansko je na neki način vračala čakre v njihovo naravno stanje, ne. Zanimivo je, da naslednje predavanje so čakre. No, evo. Saj ne bom nič več tukaj šla v globino, ampak ravno to, da naredimo to povezavo spet, a ne, kaj to pomeni za naše telo, ne. In kaj je v bistvu skupno vsem tem frekvencam? Pa pridemo nazaj na številke in to je deljivost s številom 3. Vrednosti njihove so deljive s številom 3, ki velja za božansko število, ne. In tudi sam Nikola Tesla ji je pripisoval pomembnost, da je v bistvu kot neki ključ razumevanja zakonov univerzuma v kombinaciji s številom 6 in 9, ne, vse je deljivo s 3, tudi to. In se pojavljajo te številke tako v naravi kot v matematičnih zakonitostih in še kje drugje, ne. Tako da ta stvar je res multinivojska, ne. Tako da to zdaj mogoče podam samo tako kot eno izhodišče, in če so med nami kakšne radovednice, da jih to povabi, da lahko nadalje se, ne vem, spustijo v kakšno poglabljanje, raziskovanje. Tako da Zanimivo, to prvič slišim. Se pravi, a ta frekvenca 432 je deljiva s 3 in to je ta frekvenca zdravilne glasbe. Tako, to pač velja, bom rekla, v nekem splošnem, a ne, kontekstu, da je to tisto, kar precej lepše in bolje vibrira z frekvencami našega telesa. Spet, ne želim nobenih ekstremov, a ne, norosti. Če mi zdaj poslušamo kakšno glasbo, ki je standardno uglašena, nas ne bo konec vzel, ne. Seveda, Lahko pa opazimo skozi čas, da ja, se kopiči določen nemir, da se kopiči določeno nelagodje. Sploh če smo dovzetni za neko situacijo, ne. Tako a ne, s tega vidika je to treba subtilno opazovati, ne. Ne da zdaj, ne vem, nam bo roka preč padla, če bomo poslušali tako glasbo, ne, če malo karikiram, ne. Ampak če gremo pa na te pozitivne učinke, recimo recimo to zdravilno glasbo, frekvenco, ne, pa pride do zmanjšanja nemira, se ta srčni utrip umiri, ta sprostitev, ke smo jo imenovali, že omenjali. Kakovost spanja
se velikokrat izboljša. To mi velikokrat recimo stranke potem sporočajo, da so zelo lepo spale, se zbujale spočite in so tudi svoja pardon, opravila precej lažje, bolj zbrano, učinkovito naprej, izvajala, ker enostavno se tudi misli bolj zjasnijo. Tako da na neki način se sprožajo določeni regenerativni, procesi v telesu. Tako da zvok pač tukaj deluje nežno, ni direktnega pritiska, ampak vseeno s tem valovanjem res prodira, globoko v telo, na ta celični nivo in, zato tudi na telesnem nivoju lahko to zaznamo, kot umskem in čustvenem. In v bistvu taka seansa ti omogoča, da nekje odložiš tisto breme, ki ga mogoče nosiš. Mogoče dobiš neki uvid, ki ga potrebuješ, okrepiš stik z intuicijo, ampak ja, ta blažen mir je pa pač neka vedno tista češnjica na vrh smetane, v bistvu skozi te moje izkušnje, kot sem že omenila, iz otroštva naprej, potem recimo je to postala kot neka dnevna higiena, zame, kakor ostale stvari. Ali nekaj si zapojem ali nekaj zablundam, ni to potrebno, da bi bila to vedno neka celostna seansa, ampak vidim, da je zvok, izbiram zdaj na drugačen način, kot sem ga mogoče v preteklosti, In kako sem ga zavestno izbrala, je bil en zelo dober primer predlansko leto, ke se je pojavila bolečina na modrostnem zobu, ki je bil res že slab in so rekli, da je pač treba ga dati ven. Ampak glede na naš sistem, napotnico, pregledi, je to trajalo približno 2 meseca, da sem jaz prišla do kirurga, ker so rekli, da moram, kirurško odstraniti, ampak do pregleda, ne do odstranitve, Zob je pa začel kljuvati. Mislim, vemo, kaj pomeni, če zob boli, Niso glih luštne situacije. Tako da sem se pač odločila za neko svojo celostno podporo, od prehrane, pač podpore naravne in med drugim tudi zvok, je absolutno bil, prisoten, kristali, pač vse v kompletu. In ko sem jaz po 2 mesecih čakanja prišla na ta pregled, mi je to bilo pač tako zelo filmsko, ke je, kirurg na enem monitorju opazoval sliko stanja mojega zoba, pa gleda mene na stolu, pa gleda sliko, pa gleda mene, to tako v tišini vsaj 3-krat ponovi, jaz gledam, sem mislila, ne vem, z mano je konec, jaz ne vem, kaj je, mislim, tako gleda, in on meni pravi: Jaz ne morem, ne vem, meni ni jasno, jaz ne morem verjeti, kako vi lahko zdržite brez protibolečinskih tablet." Tako v šoku je bil, je rekel: "Vaš zob je tako v slabem stanju, jaz ne vem, ne razumem, Mislim, tako čisto je bil zatrokiral, sem rekla: "Ja, jaz sedim tukaj pred vami brez bolečin in brez protibolečinskih tablet, In mu ni šlo skupaj, da je to možno. Kaj ste naredila, sem rekla: "Pa vi res želite vedeti?" Sem ga vprašala, a si res želi vedeti? Me tako malo pogleda, sem rekla: "Ja, jaz sem ene tiste sorte, ke pač malo to tako, Dobro, ni važno, ampak vi kar, no, mislim, samo tole danes gre kar ven." Sem rekla: "Ne, tole danes ne gre kar ven." "Kako ne gre ven?" Sem rekla: "Glejte, pač imam izredno situacijo, takrat je ravno oče imel možgansko kap in smo imeli veliko enih stvari, ke smo mogli urejati." Sem rekla: "Jaz zdajle 2 tedna okrevanja nimam na razpolago, bomo pač prestavili, Kako? Sem rekla: "Dokler jaz lahko, če ne bom mogla, vas pokličem pa pridem prej." "Ja, prosim, to je bilo tako zabavno. In jaz sem bila res ponosna nase takrat, moram reči, da sem uspela eno tako situacijo se podpreti do tega nivoja, da sem lahko normalno bivala, vedela sem, da bom pač odstranila ta zob, ampak da sem lahko to zvozila brez neke hujše drame. In še to je bilo pol zanimivo, oni so meni to dejansko pol odstranili, seveda ti predpišejo, te antibiotike in protibolečinske, jaz pač tega nisem nič jemala, po enem tednu pridem nazaj, da so mi vzeli šive ven. Ampak jaz sem se nekako odločila, da bom še naprej ta svoj ritual izvajala in čez par dni nekaj meni ni bilo, Pogledam in vidim tako neko bunkico, nekaj sem tja, pritisnem špricniti gnoj ven in kovček zoba.
Neka bravo, mili, bravo moje telo, da sem jaz vedela, da nekaj še zmeraj ne štima, a ne. In v bistvu zobki so mi ga spulali, niso bili dosti natančni in je košček zoba še zmeraj ostal. Jaz sem na srečo ves čas svoje telo dodatno stimulirala, da naj dela, kar mora, a ne. In res to je bila pa pol neka zaključna točka tega kroga, a ne, te izkušnje, da sem sama sebi potrdila, ker sicer bi to lahko prišlo do zelo pač neljube, ne, situacije, se potem vse lepo uredilo, ampak samo zato, ker sem jaz ves čas same sebe držala na vseh nivojih, mentalno, energijsko, telesno, pač ne, celostno. Kar Da sem ni prej omenila. enostavno, ne. Ne, ni bilo Mislim, enostavno, meni se tega zdi, se da vidika. okej, lahko se zdravimo sami, ampak ke imaš ti neko recimo težjo diagnozo, no, Ja, ja. mislim, se mi zdi, da to te ja mora metati ven na polno. A veš, Sigurno, gor, saj dol, pravim, dol. to je zame bil pač en zob, ne, bolečina zelo neprijetna, ampak Ja, ja. primer, da se da, ne. Sama sebe sigurno ne bi na tak način podpirala, ne kličemo, ampak da so Ja, ja, kakršnekoli razumem. še ne slabše stvari, ampak definitivno, kar je tukaj za izpostaviti, da je to zelo priporočljivo orodje, ki je lahko en del tega, ki ti daje oporo skozi karkoli pač že greš, ne. Druga izkušnja, manj mogoče dramatična na tak način, je bil pa v bistvu retreat, ki sem ga imela lansko leto oktobra. V bistvu sem bila povabljena, da sem izpeljala zvočno delavnico. Tematika retreata je pa bila v bistvu taka, kjer smo se soočali kar dosti s kakšnimi bolečimi čustvenimi stanji, ranami. In pač udeleženkam ni bilo ravno prijetno se odpirati in razlagati o tem, pač razumljivo, nekatere laže, nekatere se niti niso. Ampak ko je bil pa ta večer s to zvočno delavnico, v bistvu sem jih res peljala v en proces mehkobe in sproščanja in so tako lepo začele odpirati svoj glas in so si v bistvu dovolile, da so skozi zvok stekla ven tista čustva in da se je ta energija začela odpirati. To se je taka harmonija zvokov ustvarila. A res? Jaz si, Darja, ne morem povedati, res vsakič, ko pomislim, evo, mene kurje pot oblije. To je šlo toliko globoko, to je šlo toliko močno. In ko so postavile one steber, sem jaz v bistvu lahko vstopila še s svojim tem intuitivnim delom in dejansko se je odprl en kanal zdravljenja, ker so punce bile potem spremenjene in v očeh in v izrazih in v počutjih. To je bilo toliko močno, da so rekle drug dan, če lahko namesto nekega uvodnega pozdrava, če lahko ponovimo tisto vajo od včeraj. A ne, da jim je to bilo toliko intenziva, nekaj, kar še niso doživele, ampak jim je toliko dalo. Tako da definitivno tudi za nekoga, ki se prvič sreča s tem, veliko njih v bistvu ni predhodno imelo nobene izkušnje, je to bilo tako res ne. Mislim, še ena potrditev v bistvu tudi zame, ne, kako zelo je to lahko lepo in podporno. Zame je pa to vedno trenutek in čas, ko res stopim v tisto polje enosti, ke sem povezana z vsem in z ničimer in ko samo pač sem in v bistvu se skozi mene spelje tisto, kar se naj bi, ker v bistvu ne odločam, ne razmišljam, samo gre, ne. Se pravi, ti niti ne, ko praviš intuitivno, ti v bistvu ne boš zdaj pela en komad zdravilen, ampak boš pač sama. Ja, ko gre, mislim, bom rekla, pri seansah velikokrat kombiniram mantre in intuitivno, a ne, ker je zato tudi odvisno, recimo sploh, če pride kdo na individualno obravnavo, pa se seveda v prostor da tudi neka namera, in če ta namera se lahko poklopi z neko mantro, a ne, ki nagovarja to, običajno ta mantra tako ali tako sama pride, jaz jo niti ne razmišljam, katera bi pa kaj, se sama mi pokaže in nikoli je ne dvakrat verjetno, težko reči, da jo izvedem enako, ne. Je ne pojem kot neke pesmi, ki jih poslušamo, ne. Lahko je neki segment podoben ali pa soroden, ampak je to vedno nekako še zapakiran z neko, ne vem, individualno, bom rekla, izvedbo. Veliko je pa tega intuitivnega, se pravi, točno tisto, kar je v tistem trenutku poklicano, dano, to pride ven, ne.
In Tako tukaj kot zame nekdo, se ki bolj ima, razum, a ne, težko, a ne. ja, tako kot nekdo, ki govori svetlobne kode, a ne, ki pač pridejo v polje njegovo, tako ti v bistvu daš. Tako, to je, ja. A imaš, mislim, jaz sem te slišala enkrat pet, na enem dogodku. Bilo je tako, wow, amazing. Ne vem, nisi vedel, ali je še kakšna žival zraven, ali je, a veš. Ampak a je tebi, mislim, kako si pa ti to, tvoj glas je itak, profesionalen, popoln, ali ti je bil vedno popoln, ali, a veš, kako si ti s tem perfekcionizmom tle? Tukaj bom rekla hvala za ta kompliment, ker jaz ga ne doživljam kot profesionalnega in popolnega. No, pa si Okej. šolala na nek način tudi. Pač to razumem, okej, pač osnovno, srednješolsko zborovsko petje definitivno mi je dalo neki temelj, ne, pač neki trening. Vmes je bilo ogromno let pač nič, ne bom rekla tako, da bi jaz nekje redno trenirala, nastopala, kakorkoli. Tukaj je pa ravno čar tega, da spustiš vse tisto, kar si mislil, da znaš, ali pa kar si se učil, ampak samo dovoliš, da zvok in glas gresta, ne. In to je tisto, kar jaz pravim, zame razumsko bil res največji izziv, ampak vsakič znova, ke sem to naredila, vedno lepše je bilo v smislu tudi počutja znotraj mene in tudi efekta okoli mene. Pa saj pravim, sploh ni pomembna tista melodija, ker človek, ke gre v to meditativno stanje, na koncu koncev tako ali tako ne sliši tega na tak način, čuti. Ne. Gre za na čisto drug način sprejemanja teh zvokov. In potem se res nehaš obremenjevati. Meni je včasih že zdaj smešno, ke to delam, se ujamem, a ne, da sem en del mene je popolnoma pač v tem kanalu predan in dela to, kar dela, in pol se oglasi moj opazovalec, ne, vsake toliko časa. Mili, a pa te boš ti res zdajle tole takole zapela? A si ziher? Ja, ne, in je tukaj Dobro, da je samo opazovalec, da ni kritik pač. Ne, ni kritik v tem smislu, grozno, kaj je zdaj to, ne, ampak a res, a to bo zdaj tako? Aha, okej, ne, in je tako Dobro. smešno, da kot neki dve entiteti, a ne, ki se, bom rekla, med sabo, a ne, ujameta in komunicirata in pol ona, no, dobro, saj te pustim delati, a ne, in pol pač teče naprej, ne. In je to so taki včasih res zabavni momenti, a ne, kjer vidiš, da res lahko spustiš in prepustiš in je pač, tako kot pravim, običajno na koncu res vedno tak učinek, okej, zdaj razumem, ne. Pa ti vedno, kaj pravzaprav ti uporabljaš? Se pravi, poznamo te medeninaste, ali kaj so te kristalne, ali iz česa? Tibetanske. Ja. Ene so tibetanske, ja, so medeninaste, kristalne so iz kvarca. Jaz, Prav iz kamene strele? načeloma ja, tako da jaz uporabljam pač različna, bom rekla, glasbila, ker tudi z njimi nagovarjam različne čakre, se pravi, in vedno skušam iti po tem postopku od zemeljske na gor in nazaj dol. Vedno mi je zelo pomembno, da človeka pripelje nazaj na zemljo, ker tukaj smo z razlogom, namenom in mi ni fino, da nekoga pustim tam gor, ker potem je lahko malo zbegati, ker je treba se nazaj, ozavestiti. Tako da v bistvu gremo čez cel ta proces in z inštrumenti v bistvu se dotikam nekako teh frekvenc, teh čaker, da vsaka dobi tisto, kar potrebuje, da pride do tega, a ne, balansiranja. Prej bi bilo moje vprašanje, se pravi, ko si rekla, da imajo se pravi, srčna čakra, vem, da ima pač neko tudi svojo frekvenco, a ne, če želiš na odpiranju srca bolj delati. Kako pa, mislim, meni kot totalnemu laiku sploh ne razumem, kako bi ti frekvenco lahko določila. Mislim, a veš, kaj mislim? A to V bistvu pač je- ta posoda ima tako, ta posoda ima tako, ali ti še pol kaj zmešaš, pa je pol. To, inštrument že ima neko svojo, a ne, recimo vsaka kristalna posoda ima neko svojo frekvenco, a ne, ker so različne po velikosti in vsaka ima svojo, okej, ja, a ne. ja. Potem drugi inštrumenti pa spet, a ne, odvisno, kakšen je inštrument, ne. Ampak,
recimo, ko si omenila srčno čakro, ne. Jaz srčno čakro običajno podpiram z inštrumentom šruti. Zelo podoben harmoniju, zvok, tako kot bi nekdo rekel harmonika, ko se odpira meh. In všeč mi je zato, ker z njim vzpostavi neko bazno, neko temeljno vibracijo zvoka in na to vedno je potem še moje intuitivno petje. In tisto je, ki pri določeni osebi nagovarja njegovo srčno čakro, ker tvoji srčni čakri se lahko dogajajo različne stvari, ni za vse enako. V nekaterih, a veš, nekomu se skriva tu moč žalost, pri nekomu je tukaj, ne vem, hrepeni po neki ljubezni. Razumeš, vsak ima različno potrebo, ne? In tukaj zato potem intuitivno petje naredi tisto, kar mora narediti. Okej. No, meni je recimo zelo ustreza flavta, pač te, ne vem, Luka Lešnik, pač on igra vrhunsko na te svoje, ne vem, koliko jih ima, po moje, ene 10 različnih pač teh šamanskih Sigurno. flavt pač. In to bi naj, ne vem, tako sem jaz bila takrat podučena, ko sem bila, da ja, da to je najbolj za srce tudi, no. Mislim, da sploh je za srce in je res, res ful podporno. Nisem pa bila velikokrat recimo na zvočni kopeli z glasom. A veš, a ti, se pravi, valjda ti zagovarjaš, da glas še dodatno podpre, a ne? Tako. Tako da to bi bilo zanimivo, no, Glas sprobati. je v bistvu zame tisti inštrument, ki ga ima vsak, a ne, če pač seveda ima možnost govora, a ne, izražanja, in je v prvi vrsti nam zato dan, da ga uporabljamo za to samozdravljenje. To je glasbilo, ki ga imaš vedno in povsod. Ampak a A ne? tvoji udeleženci lahko zraven mrmrajo v teh seansah? Na individualnih običajno ne, ker jih itak odnese. Okej, kaj pa, Ker grejo, a veš, če greš na zvočno kopel, se mi zdi, da če ti mrmraš, da se res lahko priklopiš na glasbo, no. Zelo je pač odvisno, a ne, kakšen način izvedbe je, a ne. Sama zdaj v bistvu prav postavila 2 varianti ravno zaradi tega. In ena bo prav zato, da, bom rekla, prav podpira in nagovarja udeležence, da tudi uporabljajo, sodelujejo s svojim glasom. Druga je pa za tiste, ki pač recimo tega tudi mogoče ne želijo in je primerna bolj za tiste, ki res želijo samo poslušati in se sprostiti. Ravno zaradi tega, ker ja, absolutno, če ti sodeluješ zraven, a ne, tudi je en drugačen učinek. Ampak če nisi človek, ki ti to pač res je za početi, potem je to brez veze, ne, pol to ni za siliti, ne, je pol moč, da se prepustiš poslušanju in doživljanju vibracij na telesu, ne, in z dihom sodeluješ, namesto da bi pač res aktivno tudi pel, ne, če ti pač ni prijetno sploh pred drugimi, ne. Mogoče rabi pač vsak neki določen čas, da se vedno bolj v tem sprosti in začne odpirati, ne. Pa pa boben, imaš tudi šamanski boben? Ja, šamanski boben je v bistvu alfa in omega zame, začetek in konec dobesedno. Okej. Kaj Kaj pa ta naredi pravzaprav? Ker ko sem bila pri Daniju enkrat na šamanskem bobnanju, je bilo, mislim, zdaj ne vem, če bom prav rekla, ampak kakor da gremo tudi v nazaj, prednike in tako, no. Ja, ker to je prav ritual, a ne, s šamanskim bobnanjem, ki te pač pelje, ja, v to, ne, stanje, da ti svoje prednike vidiš, pa recimo tudi kakšne svoje te živali, ki so tvoje, a ne, duhovne, podporne, pač to so prav rituali, a ne, šamanskega bobnanja. Jaz se ga poslužujem bolj v tem kontekstu, da res prizemljim, se pravi, da se oseba sfokusira, da se zaveda, je zdaj tu in sedaj in da misli zdaj čakajo, a ne, niso zdaj pomembne, zdaj je pomembna oseba, da je tukaj, ker definitivno, če kaj te boben prestavi, ne, začutiš tudi njegove vibracije na telesu, ker gre tako ali tako čez celo telo. In od takrat naprej se potem lahko začne, bom rekla, zbrano delo, če se tako malo, a ne, izrazim. In tudi na koncu, ne, ko se ta proces celoten zaključi, je boben tisti, ki te res spet položi na zemljo,
Tako, zato se tudi takrat vključijo moji zvoki narave, živali, zato ker to so vse elementi, ki nas res globoko spomnijo, kje smo, kaj smo, tukaj v tem prostoru in času, da se potem čim bolj nežno pripelješ nazaj, tako da zame je boben absolutno pač zelo pomemben inštrument, ampak vsak izmed njih meni sestavlja pač košček te zgodbe, in verjamem, da boš skozi čas še kakšen pa šel, kakšen bo mogoče šel, je tudi zelo odvisno, od mojega, nekega stanja in delovanja, ampak ja, tukaj je pač, zelo, zelo široko polje možnosti in igranj, kar se tega tiče. Kako si pa prišla do tega, mislim, a si se učila to kje, da so te prav vodili tako, da, kakor si prej govorila, da greš, in pelješ gor in pol nazaj in tako? Ta del je pa šel nekako meni iz mene, tudi na osnovi izkušenj, ki sem jih jaz doživela pri drugih, kjer sem tudi videla, kaj mi je bilo okej pa kaj mi ni bilo in kako bi si želela mogoče, da je, ali kako bi jaz želela nekomu omogočiti, da se lahko varno počuti pri tem procesu, sploh za nekoga, ki tega ne pozna teh stanj zavesti in ne ve, kako bi, zato da res je ta občutek varnosti, se mi zdi zelo pomemben. Absolutno določene stvari se tudi, sem učila, se učim, tako da ja, je to vedno neki, bom rekla, komplet različnih, bom rekla, vnosov, znanj in izkušenj, ampak na koncu vedno kreiraš iz sebe, Ja, itak svojo. To je tisto, kar te dela tako Ja, edinstvenega, ker tisto naučeno, ja, nič narobe in vedno je treba nekje, začeti, ampak, na koncu je res fino, da si pristen v tem, kar počneš, ker če daješ sebe, pol moraš dati svojo vibracijo, tista potem, tista, ki deluje in učinkuje, In to v bistvu jaz bi zdajle mogoče omenila to, da tiste, ki poslušajo, pa če želijo, lahko naredijo tudi doma kakšno čisto enostavno vajo, jaz ji pravim zvočno dihanje, predvsem za kakšno napetost v glavi je fina za sprostiti, kakšen glavobol, zakrčenost obraza. Recimo, če imam jaz zdaj prekratko noč, si najprej rada, mogoče, če imam razredčen tudi, sivko pa pepermint, malo namažem sence pa zatilje, da še ta del, fizično, eterično že z vonjem prediham in potem si pač dam nekaj teh globokih mirnih vdihov in izdihov. In ko se počutim pripravljeno, potem pri izdihu prav samo mirno spustim iz sebe ta brundajoči M, z zaprtimi usti. In tukaj je pomembno, da si dovoliš spreminjati pozicijo ust, ustne votline, da ti poiščeš tisti položaj, kjer ta M najbolj zveni in sploh tam, kjer čutiš to napetost. Če je M preblag, je pa tukaj še Z, ker ta je pa tako s sklenjenimi zobmi, ta pa koliko čutiš potem na ustnicah, ke ti začnejo malo tako, občutek, da te zasrbi. In to je res tako fino, v bistvu narediš samo vdih in pol s tem Z-jem in saj v bistvu je čisto vseeno, kaj si kdo misli, to delaš zaradi sebe, In ko najdeš tisti položaj, vztrajaš v tistem, narediš par vdihov in res čutiš, kako ti enostavno popušča tista napetost. In ko si pa pripravljen, si samo še podariš en nasmeh in lahko odpreš oči in čez takoj dan lahko lepši, Tako da bom probala, ker jaz sem še zdaj pred kratkim ugotovila, da mi tule nekaj prav, poka. In velikokrat, vem, ke Nataši grem kdaj na masažo, da ona tudi tule sprošča, da dejansko imamo tule ful napetosti, ogromno, Takrat je zelo fino še malo tako pomasirati, pa tudi recimo, ta gvaša je potem odlična, To je lahko vse eno z drugim, če pač, ženske delajo te rituale, pa imajo te, bom rekla, svoje rutine, in vmes, ke to počneš, še malo počebelcaš, narediš to zvočno dihanje in evo, še ena kapljica zraven, ki si jo lahko podariš, Tako da ja.
Bi še kaj dodala, ker drugače imam jaz še eno vprašanje, Kaj kar bi se jaz še tiče, kar si želela predati. Ja, jaz sem mogoče samo to še želela predati, kaj sem nekako tudi omenila, ne, že v samem začetku, pa še vmes, celovitost, celostnost, ne. Zvok je zame, a ne, kakor sem rekla, en izmed zelo pač temeljnih elementov, kjer jaz podpiram, potem evo, zdaj sem glih omenila, ne, malo eterična olja sem in tja, ne, ta naravni pristop podpore, to je pač pri nas doma vsakodnevna navada, punce same izbereta, kaj bo podprlo njun dan, a ne, pač in isto pri strankah, difuzor lavfa, pršila so v uporabi, ko teče proces zvočnega, a ne, bom rekla, te podpore. Oziroma jaz rečem tej moji storici zvočni objem, ne, to mi je mogoče fino, da omenim, ker je Ful res lepo, ful lepo. zvok, ke pride z vseh strani, ga čutiš čez celo telo in je res kot en zvočni objem. In tudi ja, ne, te, bom rekla, pomočniki matere narave so zame pomemben del, da se vključijo pri podpori človeka. In tisti segment je še naša miselnost, miselni svet, ne. Da, to recimo skozi ta coaching proces, ki je tudi na neki način del, a ne, tega, procesa, če nekdo pride na tak, a ne, proces. Zakaj? Ker je treba tudi umsko, razumsko malo to ozavestiti, vprašati, kako se počutimo, kje je bolečina, a je fizična, a je čustvena, kje se izraža, kako pogosto se dogaja. Kaj me v resnici moti v zvezi s to situacijo, ne. Če se to nekaj pogosto ponavlja, kako jaz v resnici razmišljam o tej zadevi, a lahko spremenim pogled, ne. To je recimo en tak košek hitrih vprašanj, ke si jih lahko postavljamo, ko se soočimo z neko nenadno situacijo ali pa ko se pogosto soočamo z nečim, kjer nam je neprijetno, ne, da ugotovimo, a je težava dejansko čustvena ali fizična, ne. Recimo včasih se nam res zdi, da je to nekaj dobro, da nekaj, kar počnemo, je čisto okej. V resnici se pa naše telo lahko upira na vse moči, ne, se zakrči, ne. In mislimo, to nekaj nam telo štrika. Ne, v resnici nam telo sporoča, da naša glava pač ni usklajena, ne. Ja, In mislimo, smo v nekem pozitivnem okolju, smo, kako se imamo fajn z vsemi temi ljudmi, zabava gor dol, domov pa prideš ke ena užeta cunja. Ne, se pravi, tukaj nekaj ne štima, ni, a ne, sinergije med temi tremi nivoji, ne. In zato je meni fino res, tako ke pravijo, nagovarjati vedno vse te tri, a ne, nivoje, da res pol dobiš neki paket, dobrega počutja. Tako da to sem mogoče želela omeniti, da se mi zdi res pomembno, no, ta celostni vidik, delovanja nas in tudi potem podpore, da si poiščemo, kaj lahko nagovori vse te segmente, ne. Ful zanimivo, no, ker prejšnjič, smo imele pa Piko, prisluhni svojemu telesu, ke tako se mi zdi, da se vse to res tako lepo prepleta. In, hotela sem, ko sem rekla, da imam eno vprašanje, itak si že odgovorila, kako zvok sodeluje z vonjem. Odlično. Vidim tamle eno razpršilo, sem vesela. Ja, ker zvok nas daje v trenutek, a ne, in, ja, evo, zdaj nisva se zmenile, da mi bo rekla. To je tule, to tukaj je, to je tukaj obvezna delovna oprema. S kom govorim, pa vidim odzadaj, veš. Ja, mislim, uporabljam tudi druge stvari, a ne. Vem, da jo Ampak to je definitivno ena izmed stvari, ki mi je sploh v štartu tudi veliko meni samozaupanja dala. Tako da poklop. Tudi tebi. In, nekje si omenila, mogoče, da samo zaključiva, nekje si omenila, da ja, da nas pravzaprav vrača v našo globino zvok. In tukaj se mi zdi pa tako super pol to pomagalo, ker mi tako, se mi zdi, da se tako bojimo pogledati v našo globino, a ne? Ko da bo tam nekaj groznega, a v resnici je v naši globini v bistvu največji sijaj, tam so diamanti, a ne. In, jaz ne bom zdajle pametna, sploh ne, ker tudi jaz,
Zdaj bom scrollala po Facebooku, namesto da bi pogledala v svojo globino in pa rečem, o moj bog, kaka tutika si, a ne. Ampak ja, že dovolj je, da pa vseeno zaveščamo to, no. Absolutno. Ja, globina ni srhljiva. Globina je pač kot en balzam, no, za ta svet. Mogoče se ljudje bolj ustrašijo tega, kaj bo, ko pridejo nazaj iz nje, a Ja, ne. ja, mogoče pa res. In tudi to, zato jaz pravim, da je meni zelo pomembno, kako človek pride nazaj iz globine, ne, če se spet tukaj samo na to nadovežem. Zato je meni fino človeka peljati v globino, zato da tam vidi, prepozna, vzame, kaj potrebuje, ampak da potem pride nazaj in s tem lahko deluje, ne da ostane v globini, se zbudi in potem, kaj pa zdaj, ne, in ostaneš zbegan, nefunkcionalen v tem smislu, ne. Fino je iti tja, tam so vsi odgovori, tam so naša znanja, tam mislim, je vsa ta ljubezen, ki jo potrebujemo, ne. Pojdi tja, postrezi si, vzemi, ne, in deluj iz tega naprej, ne. In to Ja, je mogoče tisto, ne. zato pa res dobro tudi, da nas vodi namera, a ne, pri takih stvareh, kot neka energijska usmeritev, da res lahko gremo po to in si prinesemo to, no, tako da, jaz se ti bom najlepše zahvalila. Zdajle že ene 5 minut razmišljam, da bi pa mogoče le ušpičile kaj, a ne, v živo. Tako da, te bom zdajle, kar malo še povprašala, ko se posloviva, tako da, ja, uživajte v zvokih in, bom dala pol tudi, tvoj seveda kontakt, da te lahko pokukajo, mislim, da imaš tudi en brezplačnik tam gor, a ne? Imam kar nekaj brezplačnih darilc, tako da vsak nekaj najde zase, odvisno, kaj ga nagovori, od vizualizacije do pobarvanke meditativne, do zvočne, pač en kup stvari je, no, tudi na pogovor, kakšen posvet lahko pridejo brezplačen, tako da Super. veste, kar je na voljo. Evo, hvala ti lepa in res, lepo mi je bilo, no. Se vidimo naslednjič. Čao. Hvala, čao.